bom skušal povedati, kako je beseda, kakšno je bilo moje iskanje besede in kaj je beseda spremenila v mojem življenju. Seveda je eno življenje v nekaj minutah težko reči, ampak z nekaj vsega bom skušal mogoče pojasniti to. Rojen sem bil v družini, kjer sta bila oba starša globoko verna, sam pa kot vršujoč Boga nisem sprejemal. To je bil čas pred drugim Vatikanskim koncilom, ko se o Bogu ljubezni skoraj govorilo. In zame je bil Bog nekaj odmaknenega. Nad oblaki. Predvsem sem ga pač tudi kot sodnika, kot tistega, ki te kaznuje, ko me čaka, da te kaznuje, če jo polomiš. Tazga Boga seveda nisem mogel sprejeti in imel sem se za ateista. V poznih najstniških letih sem se srečal s Svetlano, s katero sva se kasneje tudi poročila. Bila je verna in čeprav sta mi moje odklonilno stališče do vere in ponos nekako branila, me je ljubezen znotraj priganjala, da sem začel iskati Boga. Pot ni bila lahka. Ampak ko sem se v nekem pogovoru z nekim duhovnikom, ko sem se pogovarjal z njim, se me je bolj kot njegove besede dotaknila njegova ljubezen. Me sprejema takega kot sem. Ni me obsojal, ni bil kritičen do mene. Preprosto imel me je rad takega, kakršen sem bil. Ni me poskušal niti spreobračati. V tistem pogovoru sem nekako kot Sveti Pavel, nekoč, tudi jaz padel iz svojega konja nevere. Srečal sem se z Bogom, z očetom, ki ljubi svoje otroke, ki je ljubezen, ki nas ima neizmerno rad in ki ni nekje oddaljen, ampak je tu z nami. Vse to je name naredilo ogromen vtis in tako sem se tudi spreobrnil, bil sem krščen, že odrasel in postal sem katoličan. V tistem času sem se srečal z duhovnostjo gibanja Fokularov, z ljudmi, ki so poskušali v polnosti živeti tisto Jezusovo prošnjo očetu, oče, da bi bili vsi eno. Pa tudi ljubite se med seboj, kako sem jaz razpobil. Evangelske besede so dobile s tem popolnoma nek duh. In evangelij, ki sem ga do takrat nekako razumeval kot knjigo zgodbic, če lahko tako rečem, ali pa v najboljšem primeru neko zgodovinsko knjigo modrosti, je postal zame knjiga življenja. Videl sem, da če živim tisto, kar preberem, kako zelo je resničen sem. Svetlano, to je bilo v prvem obdobju najnega zakona, sva nekaj sobote pospravila stanovanje. In ona je zvečer drugega zaspala. Jaz pa sem kot ponavadi, ker me je zares to evangelsko življenje zelo dobro potegnilo, povzelo, vsak večer tudi prebiral Sveto pismo in odkrival njegove skrivnosti. Naredil sem na Pavlovo pismo Božničnov, da njegov slahospel ljubezni. In to me je tako navdušilo, da sem hotel Svetlano kar zbuditi, da bi nekaj ljubezni. Tega nisem storil, ampak naslednje jutro sem pa zares komaj čakal, da mi pri zajtrku povedal, kaj sem odkril. Kako lepa je ljubezen, kako neskončna je. In tistim navdušenim pripovedovanjem sem neznadno utihnil. V Dijaku sem opazil posodo, ki je bila nepospravljena prejšnjega večera in v trenutku me je priblisnilo, ljubezen bi bila najprej v njih posodo, da potem govoriti o ljubezni. V družini, pa tudi z drugimi, smo se na tej duhovni poti pomagali. Sveda nam s tem ni bilo popolnoma nič prezmanjšeno, ampak Svetlano sva vse tiste neštete radosti, ki so nam doletele, pa tudi preizkušnje, bolezni in vse drugo, nekako sprejemala kot spoznanje, da je Bog ljubezen, da nas ima neizmerno rad. V tem duhu sem počasi, a vedno bolj z veseljem, tudi svoje življenje sprejemal tako, kot mi je bilo dano. V
vključno v preizkušnjah, bolečinah, stiskah. Ključ do vrat, s katerimi se mi je odpirala pod tisti pravi ljubezni in veselju, je bil pravzaprav tisti krik križnega in zmuščenega Jezusa: moj Bog, zakaj? In takoj zatem v tvoje roke započam. V nešteto obratih tega zmuščenega Jezusa, ki je vseh in tako tudi v meni, sem odkril tisto neizmerno zastojsko ljubezen in meni se je prebudila želja, da bi na nek način s svojim življenjem mu vsaj del te ljubezni, ki jo zmorem, vrnil, da bi mu pokazal, da vedno vrat. Eden takih je bil tudi tisti dan pred 10 leti, ko sva se Svetlana v čudovitem sončnem dnevu pravila na Dognjoščico. Občudovala sva stvarstvo, bila sva hvaležna Bogu za vse lepote, ki sva jih lahko videla. Pot je bila lepa, lahko bi rekel varna, potem nenadni zdrs, strahotni padec v globino, ki je njihov tudi konca. Okamenil sem gledal, kako je odhajala. Ne vem, kako sem prišel, kako sem uspel se spustiti tisto brezno, ampak trenutki tistega čakanja na pomoč, tistega upanja proti upanju, te trenutki so bili zares sveti. V tistem trenutku sem čutil, kako velika je Božja ljubezen, ker nam je slišal tisto prošnjo, ki sva jo imela nekaj v srcu, da bi takrat, ko bo nekdo od naju odhajal, da bi ta korak naredila skupaj. In to nam je podalo takrat. Svetlana se ni več zavedla, ampak tisti čas, ki je bil na nek način neko sobivanje tistih naših sopotnikov, našega življenja, življenje, smrt, življenje, je bil res nekaj posebnega. Ampak takrat se spomnim tistih Jezusovih besed: jaz sem pot, resnica in življenje. In v tem se je tudi tista bolečina nekako tajala in razumel sem, da je tudi to lahko dar, ki ga lahko delujemo skupaj. Moje življenje se je v mnogočem spremenilo. Svetlana je na nek način načel tudi do mene, vendar je moj odnos z njo, lahko bi rekel, enak, kot je bil. Če so hotela včasih dobro živeti tisto, ker sta dva ali več zedinjena v mojem imenu, tam sem jaz sredi med njimi, se tudi danes trudim živeti tako, s tem, da bi morda to celo nekako, ta odnos celo morda nekako blogi. Tisti njen del je danes 100%, ki je v Bogu, torej je vse odvisno samo od mene. In razumel sem, kako zelo je pomembno, da dobro živim sedanji trenutek. Minulega se ne da povrniti. Prihodnost ne vem, če pride. Ampak, če ne živim dobro sedanjega trenutka, na nek način ukradem ljubezni tistim, ki so danes tukaj v meni. Hvaležen sem Bogu, da mi je pred toliko leti podal roko, da vodim po svoji poti. Hvaležen sem za vse, kar mi je bilo v življenju dano. Usmeril me je ta Božji klic, me je usmeril v bistvenemu. Vabil me je v življenju sedanjega trenutka. Pomagal mi je takrat, da sem lahko vstal, kadar sem padal. Bolečine ne iščem, pride sama. Ampak takrat poskušam, da se ne krivem z njo, ampak da jo spremem tako, kot je. In slej ko prej ugotovim, da je vsaka bolečina nek dar za življenje.
Mogoče je to za to potreben čas. Je nekako tako kot, ne vem, čez gost in drevo. Če sem pred drevesom, ne vidim, da se moram odmakniti, da še gost vidim. Tako je včasih tudi količino, da jo razumem podar. In še nekaj. V življenju sem velikokrat doživel, kako se ljubezen hrani z bolečino. Plamen je ljubezen in bolečina so trna. In kadar te razmanjka, ogenj ugasne. Ne drži, da ko se srečam s križem, da najdem le bolečino. Če ta križ spremlja zares srcem, najdem ljubezni, najdem Boga. In z njim sem veliko bolj sposoben metrati tudi tiste ljudi, ki so tisti hip ob meni. Vse ljudi. In v tem je takrat imamo še posebej največjo vrednost. Čutim, da na koncu ostane le ljubezni. In želim živeti. Zato, da bi nekoč, ko bo prišel moj trenutek, ko bom prišel pred njega, mojega Boga, da ne bom prišel praznih.